imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, dragi brati in sestre. André se je rodil v Franciji anno domini 1915 in sicer očetu Louisu Oscarju Froissartu, in ta njegov oče Louis Oscar Froissart je bil francoski politik in ateist, ustanovitelj francoske komunistične partije anno domini 1920. Se pravi, 3 leta po revoluciji v Rusiji je on ustanovil komunistično partijo v Franciji, pravi v državi, v narodu, ki velja za najstarejšo hčer katoliške cerkve. In je postal njegov oče prvi generalni tajnik ali sekretar te komunistične partije. Njegova mama od Andreja Froissarta je bila protestantka, ampak ni prakticirala vere, bila je teoretično protestantka. Potem njegova stara mama je bila judinja. To se pravi, imel je takšne sorodnike, takšne starše, da bi rekli, da je imel vso možnost, narekovaju, da je postal tudi sam seveda brezverec, ateist in seveda komunist. No, in to je tudi postal. Torej, ko je bil star 13 let, je začel brati Rousseauja pa Voltaira, dva najbolj ateistična francoska pisatelja, najbolj protikatoliška, najbolj proticerkvena, kar si jih lahko našel, in seveda je postal sam velik brezbožec, ateist, vedno komunist po svojem prepričanju in seveda privrženec voltarizma in tega Rousseauja. Rousseau pa Voltaire je blatil cerkev, kolikor je mogel, ampak ko je prišla pa smrt, je pa hotel imeti duhovnika, da bi se spovedal, ampak njegovi prijatelji so stali pred vrati in ko je prišel duhovnik, so duhovniku rekli nazaj in ni mogel priti do njega. In je Voltaire umrl brez duhovnika, čeprav sveti Janez Bosko pravi, da je ta njegova želja po spovedi pri Bogu bila tako velika, pa njegovo kesanje tako veliko, da je lahko rešil dušo. In je s pomočjo tega spreobrnenega ateista, ki je rekel, da pravi, Voltaire se je lahko rešil, tisti ateist ni mogel verjeti, rekel, kako tako? Rekel, pa se tudi jaz hočem spovedati, da reši dušo. Ja, ne pravi, da ne bomo predaležni. Tu gremo naprej. Torej, imel takšne starše, ampak potem delal je kot novinar in ko je bil star 20 let, se pravi, anno domini 1935, je delal v Parizu in je potem tam v Parizu imel ga prijatelja, ki je bil pa katoličan. Ni to zanimivo, da vedno kakšen ateist najde kakšnega katoličana. To je božja previdnost. In je imel nekega prijatelja katoličana, kako mu je že bilo ime? Vilemin mu je bilo ime in ta Vilemin ga je enkrat povabil, ga je 8. junija 1935. leta povabil na kosilo. In potem po kosilo ga je povabil, je rekel, da ima neke opravke v latinski četrti Pariza in je rekel, da je tam ena kapela, v katero mora iti pa neke opravke in v tisti kapeli. No in je potem stal s tistim svojim avtom, da tja prišla. Je rekel, ti počakaj, Andrej, počakaj v avtomobilici, takoj pride nazaj iz kapele. No, ampak Andrej Froissart je bil nepotrpežljiv ateist, brezbožec in se mu ni dalo čakati, nič kaj dolgo, pa je takoj, ko je prijatelj odšel, ga ni več videl, je šel za njim v kapelo noter, pravi, in potem pa šel v kapelo, ni vedel, kaj kapela je, on je vse, kar je videl v cerkvi, bilo vse najslabše, najbolj grozno in velik odpor je imel do katoliške cerkve, pravzaprav nekaj je sovražil, za katoličane je imel za mečkeno manj vredne ljudi, manj razvite opice, seveda. Ja, no in potem je pa šel v kapelo, noter, pravi, in gledal, tam je polno ljudi, je bilo, pravi, tam neka zlata stvar je bila gor, tam nekje na nekem podstavku, pravi, pa neke luči so tja svetile, pravi, ljudje so tam klečali, molili, pravi, on je iskal svoje prijatelje med tistimi ljudmi, pa ga nikjer ni videl, pravi, in potem, ko se pravi, v kapelo je stopil 8. junija 1935 ob 5:10 popoldne. Pravi, potem pa naenkrat, pravi, ko je iskal svoje prijatelje, da bi ga našel, mu je prišlo na misel duhovno življenje.
nekaj, kar prej nikoli ni mislil. Oni na Boga niso nikoli ne mislili, Bog sploh ni prišel upoštev v njegovem življenju, da bi sploh mislil na njega, da bi kakšen duhovni življenje, ker niso. Ampak prej naenkrat mi je šla misel duhovno življenje. Pravi, in potem, ko je to slišal kot nek šepet, pravi, je naenkrat, pravi, ga naenkrat prevzela, pravi, duhovna realnost, svetloba, ki je prihajala iz tiste zlate stvari tam na oltarju, ne vedel, kaj to je, iz tiste zlate stvari na oltarju. No, potem pa pravi, v tistem trenutku pravi, kar sem videl, pravi, je bilo nekaj neizrekljivega, neuničljivega, neuničljiv kristal, pravi, brezmejne transparentnosti, prosojnosti, pravi, ki je žarel, svetlo modri luči, pravi, z intenziteto, z močjo, ki je bilo težko prenašati, pravi, samo še en stopenj več bi bilo, pa bi umrl na istem mestu. Pravi, potem, pravi, bil je to drugi svet, pravi, svet tega žarjenja in te svetlobe. Pravi, vsega ne morem prevajati, ker je težko razumem. Pravi, on je pravi, to je gledal to realnost, pravi, tega novega univerzuma, ki bi zanj po nekaj posebno novega. Pravi, in na višku tega univerzuma je bila samo evidentna narava Boga, ki je bil hkrati navzočnost in hkrati oseba. Pravi, še trenutek pred tem sem jaz zanikal njegov obstoj kot ateist, pravi, in kristjani pravijo te navzočnosti naš oče naš. Pravi, potem, pravi, in čuti je, pravi, njegovo nežno dobroto in sladkobo, pravi, milina, pravi, ki je nepremljiva s čemkoli drugim. Pravi, in ta milina je sposobna, pravi, zlomiti najtrdnejši kamen, najbolj trd kamen, pravi, in tudi najbolj trd kamen, ki se imenuje človekovo srce, in to se je zgodilo s Andrejem Fronsarom. Pravi, šele takrat sem razumel, pravi, v kakšnem blatu sem živel, pravi, in bil sem začuden nad tem, kako sem lahko dihal v tem stanju, se pravi, njegovi grešnosti, brezbožni grešnosti. Potem, pravi, hkrati pa sem pridobil novo družino, to je katoliško cerkev. No, potem naprej govori, pravi, ta Bog, pravi, da mu je bilo odpuščeno, seveda je prosto odpuščanje, pravi, in je ugotovil, da je vse na tem svetu božji dar tega Boga. Pravi, vstopil sem v to kapelo ob 5:50 popoldne, pravi, kot popoln ateist, pogan, sovražnik katoliške cerkve, vsega, kar je bilo katoliške, edine tistega prijatelja katoliške, tistega je pa toleriral kot prijatelja, pravi, ob 5:15, pravi, sem izstopil iz te kapele kot popoln prepričan katoličan. Vidite, to lahko naredi samo božja milost. In potem naprej pravi, vsega ne bom bral, on je napisal tudi knjigo z naslovom Bog obstaja, srečal sem ga, ta knjiga je bila tudi prevedena v slovenščino. Jaz sem sicer po Bolhi naročil, ampak vprašanje, če mi ti človek poslal dol iz Bele krajine eden. No, potem pravi pa naprej, pravi zanimivo, pravi, jaz sem, pravi, šlo je za doživetje, pravi, resnične navzočnosti, skrivnosti Boga, enega v 3 osebah. Pravi, bira vsega realnosti, ki ohranja vse univerzum, vse stvarstvo v harmoničnem obstoju, pravi, in ki omogoča ljudem, vidite, možnost, da mislijo in da čutijo lepoto. Potem se pa nekje pravi, šlo za žarenje skrivnosti, pravi, enega trojedinega Boga, ki se človeku razodeva samo v katoliški cerkvi. Pravi, potem doživeti trojedinega Boga v tisti kapeli pred monštranco, tisto, kar je bilo na oltarju, je bila seveda monštranca z najsvetejšim, na zakramentu monštranci, pravi, je on točno vedel, pravi, da je Bog v 3 osebah in da je katoliška cerkev, pravi, edina institucija, ki jo je ta Bog ustanovil, in da imajo ljudje svobodo, da lahko
ta božji dar sprejmejo, Boga sami sprejmejo ali da ga zavrnejo. Naj vam povem, da katoliška tradicija uči, da nam je Bog dal svobodno voljo za to, da se svobodno odločamo za življenje, za Boga, za življenje v prijateljstvu z Bogom. Če pa človek to svobodo zlorabi za to, da se obrne proti Bogu in proti našemu svanješniku, sodniku treh, vse proti trojemu Bogu, potem pa to svojo svobodo zlorabi, seveda gre za zlorabo. To je enako tako, kot če naredite vozniški izpit. Vozniški izpit dobite zato, da vozite avto po pravilih, ne po cestnih pravilih. Če greste po avtocesti v nasprotno smer, vas bodo pa dol sneli policaji, pa boste verjetno brez avta ostali kar nekaj časa. Verjetno kakšno kazen plačali. Vidite, gre za zlorabo vozniškega izpita. Vidite, enako je z našo svobodo. Ko bi rekel, jaz imam zdaj vozniški izpit, zdaj delam, kar hočem. Ni res. Vozniški izpit ima zato, da voziš po pravilih in da priješ varen živ do tega, kamor hočeš priti na tem svetu. Vidite, enako ima, zato imamo Božje zapovedi. Bog nam da svobodo, vidite, da se odločamo svobodno za njega, živimo svobodno po Božjih zapovedih in pridemo k njemu. Če živimo proti Božjim zapovedim, če živimo proti Bogu ali pa se oklepamo kakšne druge vere, ki je Bog ni ustanovil, vidite, zlorabljamo svojo svobodo in seveda ta zloraba je seveda kazniva. Na tem in na drugem svetu Bog to kaznuje. Ne bom vsega še pravil, vidite, ta Andrej Fronsar se je potem med vojno poročil, postal je tudi član od francoskega tajnega odporniškega gibanja proti nacistom, proti Nemcem, ki so del Francije zasedli. No in potem se je poročil z neko žensko, ki jo je srečal v življenju, ampak manj kot enem letu so ga nacisti zaprli v zapor, v nekem francoski zapor, ker je bil pač član odporniškega gibanja in potem bil v tem zaporu kakšni 2 leti. Zelo malo ljudi je iz teh zaporov prišlo živih ven, ampak 1945 Dome so ga osvobodili, ko so pač premagali Nemce, naciste, so ga osvobodili in je ostal živ. No, potem je pa pravi, da je ta čudež tega spremenjenja, te svetlobe, vidite, ki ga je prežarila v tej kapeli, seveda potem se je dal krstiti, prijatelj je bil čisto sebe, ki je gotovil, da je njegov prijatelj ateist postal, v 5 minutah je postal prepričan katoličan. In pravi, da je, ko se je prebral na krst, vse, kar smo povedali, on je to že vse vedel. Vidite, temu se reče vlito znanje. Bog mu je to vlito znanje dal tisti kapeli in vsem je bilo popolnoma jasno in razumljivo. Nobenega govora ni imel, ker je vedel, da je to od Boga. No, potem pa pravi, potem je pa do 69. leta nekako molčal, postal je tudi član francoske akademije, mislim, da znanost se reče, francoske akademije, to so člani francoske akademije, so samo pač taki zelo najbolj zaslužni Francozi v življenju tega naroda. No, in potem pravi 69. leta je pa napisal knjigo z naslovom Bog obstaja, jaz sem ga srečal. No, in pravi, potem je napisal še eno knjigo o obstoju drugega sveta in potem je napisal še eno knjigo z naslovom 36 dokazov, da hudič obstaja. Jaz rečem, danes ni treba, mi katoličani ne potrebujemo niti enega dokaza, kaj šele 36. Potrebno je samo, da smo tradicionalni katoličani, pa se mnogi okrog nas spremenijo v žive hudiče in potem ne treba dokazovati, da pekel obstaja. Jaz sem rekel, enkrat sem že rekel z vernikom, meni se zdi, da je treba iti samo, ko sem živel tam za Klancu, treba iti samo z mano živeti en teden ali pa 14 dni, pa zgubiš popolnoma kakšenkoli dvom o tem, obstajajo pekla, pa obstajajo hudiča. Ja, tako pač je videti na tem svetu. No, in ta Andrej Fronsar je seveda to doživel na svoji koži, v zaporu. No, 69 let je napisal to knjigo in mnogi, ta knjiga je postala čez noč, prodajna uspešnica, vidite, mnogi v Franciji bila je prevedena v vse glavne jezike, na svetovne jezike, tudi slovenski jezik, ampak je že seveda šla izpod natisa. Ampak Andrej Fronsar, vidite, ne bo nikoli verjetno razglašen za svetnika, zakaj ne? Ja, ker ni ekumenski. On je trdil, da samo katoliški cerkvi se Bog razodeva, da je samo trojedini Bog, pravi Bog, vidite. In da se treba držati te vere. In vidite, danes vsi tradicionalni katoliški duhovniki smo danes molili pri primi, to je del brevirja, ki ga jaz molim vsak dan, začetni del traja kakšno uro, če je praznik še več kot uro, če ni praznik mečkaj manj kot uro, smo imeli tako imenovano Atanazijevo veroizpoved. In tej Atanazijevi veroizpovedi, to je Andrej Fronsar
oblečen kot član Francoske akademije znanosti, med njimi, med temi akademiki francoskimi, no, ki sem postavil, ja, no in to evtanazijo veroizpoved, vidite, navaja Gregor XVI. Papež, v kateri pravi, na začetku pravi, brez dvoma pravi, bodo vsi tisti pravi, ki ne bodo ohranili katoliške vere celotne in nepokvarjene, bodo pogubljeni za vekoma. Vidite, brez dvoma. Pravi, katoliške vere celotne, no in Andrej Prosaj pravi, ko je šel brati Sveto pismo, on je potem vsak dan posvetil molitvi, kaj mislite, koliko ur na dan? 6 ur je vsak dan samo molil, poleg tega še duhovno branje, Sveto pismo, tako je cenil božji dar vere, katoliške vere, vidite, ki jo je prijel, kar je seveda absolutno nenaslužen božji dar, nenaslužena božja milost. 6 ur je vsak dan molil, pravi, in ko je bral Sveto pismo, se je rekel, pravi, da je Sveto pismo seveda da je treba razumeti Sveto pismo dobesedno, kjerkoli nam seveda zraven pametno pove, da se ga ne da razumeti, razlagati dobesedno, pravi. Ja, vsega vam ne bom še govoril, dajte si prebrati kaj od njega. Pij IX, Gregor XVI je imenoval tudi to versko vseenost, če da so vse vere dobre za nebesa, in ta ekumenizem, vidite, ki ga danes ganja modernisti, nažalost tudi papež Leon XIV gre naprej s tem ekumenizmom, čeprav je veliko boljši kot Frančišek glede določenih stvarih, ampak ekumenizem pa še vedno zganja, se srečuje s temi drugoverci, lažje verci in jih potrjuje njihovih krivih, lažnih verah, vidite, ki objektivno vodijo v pogubljenje. Vidite, pravi, da Gregor XVI imenuje, vidite, to početje, kaj neumnost, insanity po angleško, neumnost. Pravi, nekaj, kar je proti zdravi pameti, in to blaženi papež Pij IX v svojem dokumentu Quanta cura seveda tudi ponavlja. In tako je. Torej, moji dragi brati in sestre, vidite, človek, ki je bil brez vere, je postal v 5 minutah popolnoma prepričan katoličan, ki je prepričal v resničnost katoliške vere nešteto ljudi na tem svetu, z svojimi knjigami, svojim učenjem, svojim zgledom. In vemo, da kaj takega se lahko zgodi seveda samo po božji milosti, kajti to je naravno popolnoma nemogoče. Vidite, on je prejel dar nadnaravne vere. No in prejšnji teden se je začela, vidite, vojna med Izraelom pa med Iranom. Izrael bolj na Bližnjem vzhodu, Izrael bolj na zahodu Bližnjega vzhoda, Iran bolj na zahodu, vidite, Bližnjega vzhoda, in začeli so se medsebojni napadi in tako naprej. Vidite, Izraelci so Judje, mnogi od Judov so ateisti, oni so kot narodi so Judje, Izraelci, mnogi so ateisti in tako naprej, meni imajo so tradicionalni in tako naprej, vidite, ampak oni ne verujejo v trojedinega Boga, nimajo prave vere, vidite, zato tudi počnejo to, kar počnejo. Vemo, kaj so počeli in kaj počnejo s Palestinci, z isti Gazi tam noter. Vemo, da so se tja preselili v Izrael, sploh, ker nimajo tam pravzaprav kaj iskati, ker so pač Jezusa zavrnili in potem so šli po celem svetu, potem je pa politika to dosegla, da so tja prišli. Vidite, tam na drugi strani imamo Irance, ki so pa glavne muslimani, ravno tako ne verujejo nekega Boga, ampak ne v trojedinega Boga, vidite, in vemo, kaj ti muslimani, džihadisti počnejo, vidite, to je vse posledica krive vere, kajti kakšno vero imaš, tako je življenje, kakšno življenje imaš, tako je smrt, taka bo večnost. Vidite, zato ni čudno, da se med sabo točejo. In vsi oboji, vidite, in Izraelci, in muslimani, in Iranci so pa kaj? Muslimani so pa sovražniki koga? Ja, katoličanov pa kristjanov, razumljivo. Vidite, vsi nas sovražijo. Ne more biti drugače. Vidite, Jezus je rekel, Simon Starček je rekel, Jezus pravi, on bo kamen spotike, vidite, znamenje, ki se mu nasprotuje, in to smo tudi mi katoličani. In smo kamen spotike, vidite, znamenje, ki se mu nasprotuje in muslimanom, in Izraelcem, Judom, vidite, in hindujcem, in budistom, vidite, vsakomor, ampak hvala Bogu, tako kot je bil Jezus, vidite, ampak hvala Bogu. Na tem svetu, vidite, smo sol sveta in luč zemlje, vidite, in svojo vero trojedinega Boga moramo svetiti, pričevati za to vero, tudi če je potrebno za ceno našega življenja. Morda bo kdaj še potrebno dati življenje tudi za našo vero, nič ne vemo, vidite, kaj se bo še z nami zgodilo. Upajmo pa molimo, vidite, da se ta spopad med Izraelom pa med Iranom ne bo sprevrgal v 3. svetovno vojno. Vidite, zakaj? Zakaj za Iranom je seveda Rusija, za Rusijo je Kitajska, za Izraelom je Amerika, in če si ti dve sili skočita v lase,
bodo bombe nad našimi glavi letele sem pa tja pa rakete. Torej, kdor more, naj je vabljen danes, ga vabim, naj daruje sveto obhajilo za mir na Bližnjem vzhodu, da ne bo 3. svetovne vojne, da bomo lahko v miru živeli. Vidite, če živimo v miru, pa vemo, da ves čas nas hudiči napadajo, skušajo in tako naprej. Če živimo v miru, vidite, je življenje težko, je križ življenja težak in ga treba nositi z Jezus Božjo milo pomočjo. Kaj še reče, pride vojna, vidite, ko je potem toliko mrtvih in vemo, da je Marija rekla, če ne bomo spomnili njenih tistega, kar nam začela, časti njenega srca, pa nehali grešiti, pa nehali žaliti Boga, da bodo mnogi narodi na tem svetu izbrisani iz tega sveta. Bog nas obvarja pri tem, molimo za to, pa darujemo ta namen sveto obhajilo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.